Jaz mislim, da s tem si zavarujemo, zasiguramo, pa da smo si naredili neko prihodnost, neki backup, neko varovalno pot, izhod B. Sigurno bomo mogli še sami prodajati produkte, ampak za neko združitev za Helino pa lahko tudi pričakujemo pomoč z njihove strani v trenutkih, ko ne bomo imeli dovolj naročil. Enostavno rečeš partnerju, poglej, imam proste kapacitete v naslednjih 2 mesecih, kaj mi lahko pomagaš, in bo dosti lažje, kot da si sam. Da zdaj bilo vse to na meni. Če želimo se razvijati naprej, pa obstati na trgu naslednjih 5-10 let, smo to prisiljeni narediti. Če tega ne naredimo zdaj, bomo v naslednjih parih letih lahko podjetje zaprli, ker nas bojo vsi konkurenti obšli po levi in desni. Vsi se združujejo in tudi mi se moramo z nekom združevati. Sami enostavno ne moramo preživeti. Kapitalsko nismo dovolj močni, da bi lahko se razvijali na vse tuje trge, vlagali in v Indijo, in v Kitajsko, in v Ameriko. To je pa nujno, če hočemo naše produkte prodajati naprej po svetu. Jaz vidim možnosti naprej tudi, tako da bi se lahko razvijali. Zato smo tudi se odločili za to potezo, čeprav pri srcu človeku ni povsem enostavno, da to naredi, ampak to so bolj subjektivne zadeve, ki pa z neko realnostjo pa z ekonomijo nimajo nobene povezave. Že vedo, smo imeli tudi že sestanek, to so vsi seznanjeni. Danes po tej prezentaciji, sestanku z vami, imamo pa še sestanek z njimi, kjer bomo predstavili dr. Šobesbergerja osebno, da ga spoznajo. Sigurno se ne bi manjšalo, želja je povečati, da to povečamo.